Naslednja vaja, ki jo bomo izvedli, je polvaljni usmernik. Polvaljni usmernik smo si narisali, torej najprej imamo transformator, kateri transformira iz omrežne napetosti, bomo rekli 230 voltov, AC, torej izmenična, na nižjo napetost 12 voltov AC. Potem smo si narisali polvaljni usmernik diodo in na diodo smo priključili neko breme. Zdaj, da se navadimo malo risanja simbolov, bomo uporabili simbole, ki so med seboj povezljivi, torej da ne rišemo povezav, imamo simbole, torej te dve točki sta medsebojno povezani. Torej, kar imamo tukaj je dioda, R premena, breme bomo rekli, da priključimo 270 ohmov in pa diodo, usmerniško diodo, ki smo jo že spoznali, 1N, tu zgoraj napisali 1N, 40007. V laboratoriju torej ne bomo uporabljali omrežne napetosti, prav tako ne bomo uporabljali samega transformatorja, ampak bomo to nadomestili z že spoznanim, torej ta del bomo nadomestili z UFG, torej z funkcijskim generatorjem, na katerem pa lahko nastavimo čisto vse parametre, kot so tukaj. Torej 12 voltov izmenične napetosti, mi vemo, da je to efektivna vrednost, to pomeni, da če želimo potem na generatorju nastaviti bomo rekli peak to peak, torej od vrha do vrha, moramo še pred tem izračunati maksimalno vrednost. To poznamo iz teorije in si lahko tudi pripravimo. Kar bomo delali potem na vaji je, da bomo s pomočjo osciloskopa, katerega smo že spoznali, torej osciloskop, bomo zdaj takole narisali, ki ima torej dva vhoda. En vhod bomo povezali na, bomo rekli, sekundar transformatorja, torej napetost, katera je priključena na polvaljni usmernik, pa rečemo, da imamo to channel 1 in pa kanal 2 bomo priključili na izhod CH2, channel 2. Tako bomo lahko primerjali vhodno napetost na naš polvaljni usmernik in pa izhodno napetost, ki je obremenjena z nekim bremenom. Zdaj ne smemo pozabiti, da kanal, torej sonda, naša sonda, z sondo se dotaknemo torej te točke in te točke, ampak mi vsi vemo, da ima sonda tudi oplet, torej tisti koaksialni kabel ima krokodilček na drugi strani, ki pa mora biti povezana torej ozemljitev oziroma na negativni pol. Tukaj, tukaj, tukaj in tukaj, to so vse točke, ki so med seboj povezane. Kaj moramo izmeriti in narediti, je, da na kanalu 1, torej bomo si narisali neke grafe, ki so pričakovani. Kaj mi pričakujemo? Torej na tej strani, v tej točki mi pričakujemo, da bomo imeli U od T na izhodu sinusno napetost, torej sinus, kateri je samo transformirati iz višje na nižjo napetost, torej pričakujemo, da bomo imeli nekaj takšnega. Na drugi strani, torej na kanalu 2, pa pričakujemo že polvaljno usmerjanje, bomo rekli tudi kar U od T, polvaljno usmerjanje, ker bo pa samo polovica vala. Kaj moramo narediti je, da ta signal in ta signal dajemo skupaj na osciloskopu, prikažemo oba, pa bom zdaj kar z barvnimi oznakami sledil, torej modra bo napetost, ki je priključena na naš polvaljni usmernik in pa potem, kaj pride ven, polvaljno usmerjanje. Zdaj sem malo grdo narisal. Kar se bo pa realno pokazalo je, če ta del povečamo, bom zdaj tu na veliko narisal ta del, bomo ugotovili, da je izhodna napetost, torej zdaj je ta val povečan, da pa, to je vhodna napetost, izhodna napetost bo pa nekoliko manjša. Tukaj razlika, bomo rekli, to je U, torej razlika med maksimalno vrednostjo, ki je na vhodu, in pa maksimalna vrednost, ki je na izhodu, torej razlika med tema dvema je padec napetosti na diodi. Na ta način lahko preverimo, torej, kakšna je kolenska napetost diode, kar smo merili v preteklih vajah. Kaj še lahko naredimo potem, ko bomo to vse uspešno naredili, tisti, ki bodo hitrejši, lahko vzamejo LED diodo in na naš napajalnik, torej tu na mesto bremena, priključimo
en uporček, da zaščitimo LED diodo. R, LED. In če to priključimo zdaj tu na naš izhod, kaj se bo zgodilo? Ta LED dioda bo utripala. Namreč samo polovico časa je na izhodu napetost. Tega utripanja ne bomo videli, lahko pa vidimo na ta način, da vzamemo telefon, kamero in za kamero pogledamo, torej ali LED dioda utripa v ozadju in bomo videli na samem posnetku oziroma na videu, da LED dioda utripa, da je prižgana in ugašena, kar je tudi smiselno glede na to, da imamo samo polovico časa napetost, polovico časa ga je ni in spet polovico časa je napetost. Torej najprej, kaj moramo narediti, je zračunati efektivno vrednost. Efektivno vrednost nastavimo na funkcijskem generatorju, priklopimo diodo v upor, posnamemo signal vhoda, izhoda, primerjava skupaj, izmerimo torej napetost diode in čisto na koncu lahko še preizkusimo delovanje našega napajalnika z LED diodo.